Kdaj se odločimo za obrezovanje drevesa? Za obrezovanje drevesa se odločimo takrat, ko vidimo, da je drevo nevarno, se pravi, da ima veliko suhih vej v krošnji, ki grozijo, da bojo padle ali na avtomobile, ali na pešce, ali na objekte, ali ima zalomljene veje, ko je prišel vihar, snegolom, žledolom, zatrgal veje in te veje še naprej živijo, imajo veliko težo, hkrati so pa zalomljene in lahko kakšen močnejši orkanski veter jih odlomi do konca in padejo nenadzorovano in kaj poškodujejo. Oziroma se odločimo za obrezovanje, če je drevo zraslo svojo krošnjo preveliko in sili v fasado, v balkone, na teraso, v žlebove, na streho ali pa ovira promet na cestišču ali pa pešce in kolesarje. Ob katerem letnem času obrezujemo okrasna drevesa? Načeloma za okrasna drevesa ne velja pravilo tako kot za sadna drevesa, da jih večinoma obrezujemo spomladi, nekatere pa samo poleti, ampak velja pravilo, da jih lahko obrezujemo v vseh letnih časih. To velja seveda za okrasna drevesa. Iz vidika drevesa je najbolje, da se ga obrezuje takrat, ko je polno ulistano, to je ponavadi drevo v mesecu juniju, juliju, ker ima takrat največ listov, pridela največ hrane in lahko najbolje zapre rano, ki jo mi povzročimo z obrezovanjem. Iz vidika delavca, arborista oziroma negovalca drevesa na višini, je pa najbolje, da se drevo obrezuje takrat, ko ni olistano, kajti list je onemogočil pogled na vrh krošnje ali znotraj krošnje in nam skrije kakšne napake ali skrije kakšne suhe zalomljene veje. Drevo brez listja, na drevesu brez listja pa lahko vse to vidi. Na kakšen način pa odstranjujemo veje v krošnji oziroma iz drevesa, da drevo čim manj poškodujemo? Moramo se zavedati, da vsaka rez na drevesu pomeni nek stres, neko poškodbo za drevo, ki jo mora drevo prenesti. Če je drevo vitalno, lahko te poškodbe brez problema prenese. Veja se odstrani v 3 korakih. Najprej se spodreže spodnje strani, kjer preprečimo, da se veja zatrga in poškoduje deblo. Temu se reče prvi rez, spodnji rez. Nato je drugi rez je skrajševalni rez, ki je namenjen temu, da se veja skrajša in odlomi na takšen način, da ne poškoduje vejnega ovratnika in pa debla naprej. In tretji rez je zaključni rez, kjer zraven debla odrežemo vejo, tako da ne pustimo nobenega štrclja, ohranimo vejni ovratnik in vejni greben. Kdo lahko obrezuje drevesa? Ni vsak usposobljen za to, da obreže drevo na takšen način, da bo še naprej funkcioniral in da nam bo dajal vse prednosti, ki jih imamo z njim na vrtu. To so usposobljeni arboristi oziroma negovalci dreves na višini, ki se ne bojijo višine in ki s pomočjo vrvnih tehnik ali pa dvigala košare vstopijo v drevo in začnejo z obrezovanjem. Pred nami sta 2 brezi častitljive starosti in če pogledamo na desno brezo, vidimo, da ima zgoraj v krošnji obvisele in zalomljene veje. Take veje ogrožajo sprehajalce, kjer je potka pod temi brezami in lahko nenadzorovano pade na tla kadarkoli. Tega ne vemo. Zato je treba tako drevo sanirati, je treba odstraniti vse veje, ki so odlomljene, ki so odmrle in ki lahko padejo na tla, in vse tiste veje, ki so zatrgane in jih lahko kakšen močnejši veter odtrga in tudi nenadzorovano padejo na pot. Pred nami je javorni gundovec, ki ima zelo gosto krošnjo, poleg tega so pa viharji v preteklih letih in snegolomi močno poškodovali njegovo krošnjo. V njej lahko vidimo zalomljene veje, obvisele veje, ki jih je treba odstraniti in s tem zagotoviti varnost sprehajalcev.